novinarji, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri vam želimo predstaviti stališče obrtnikov in kmetov glede posledic nepremičninskega davka. Predstavili bomo pa tudi strokovni vidik vrednotenja nepremičnin. Današnji govorci so predsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh, Božena Macarol, davčna svetovalka pri OZS, Roman Žveglič, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, ter Marija Jagodic, obrtnica iz Domžal in članica OZS, in Janez Kert, kmet iz okolice Kranja. Gospod Meh, če začnemo kar pri vas, kako vi kot predstavnik obrtnikov in podjetnikov vidite davek na nepremičnine sedaj, da je že jasno, kakšne obremenitve pravzaprav prinaša? Po nekaterih izračunih naj bi bile te obremenitve 3 do 10-krat više kot do sedaj. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Obrtno-podjetniška zbornica je bila prva, ko je opozarjala za ta nepravični davek na nepremičnino. Seveda, to se je zdaj izkazalo tudi za pravilno. Prvi obrtniki, naši člani in tudi ostali, ko so dobili te informativne izračune, kažejo prav to, kar smo mi izpostavljali. Izpostavljali smo, da bo ta davek dejansko od nadomestila stavbnega zemljišča dvakratnik ali štirikratnik, nekateri pa tudi desetkratnik povišanje tega davka. To se je zdaj s tem informativnem izračunu tudi pokazalo. V Sloveniji je 130 tisoč podjetnikov in malih obrtnikov. Gre za 233 tisoč zaposlenih v malem gospodarstvu. In na tak način, ker so že vse drugi prispevki in davke in še seveda dvig tega nepremičninskega davka, je sigurno stagnacija v obrti in podjetništvu. Če obrtnik ali podjetnik želi ohraniti cene že v tem času, katero poslujemo že na robu preživetja in še ta davek, potem nismo na trgu več konkurenčni. V peticiji, kateri smo izbrali, kateri smo bili prvi, smo opozarjali, da ta nepremičninski davek in seveda začeli tudi akcijo proti temu nepremičninskem davku, zbrali smo skupaj z SLS-om in seveda z ostalimi sopodpisniki tega nepremičninskega davka. Proti temu nepremičninskemu davku zbrali smo preko 80 tisoč podpisov obrtnikov, podjetnikov, kmetov in seveda ostalih državljanov Republike Slovenije. Na ustavno sodišče je bilo poslanih 6 ustavnih prisodb. In od teh ustavnih prisodb je sedaj ustavno sodišče v tem delu ugodilo, da je zadržalo izvršbe izdajanja DURS-u, izvršbe, dajanje teh odločb za to nepremičninski davek. To pokazuje, da je s tem davkom resnično nekaj narobe. Seveda pričakujemo od ustavnega sodišča, da bo ugodilo ali prisodilo tako, da bo ta davek pravičen za vse gospodarske subjekte in za vse državljane Republike Slovenije. Ker na vse zadnjo ustava ščiti državljane Republike Slovenije. Ta davek je dejansko nepravičen, nepošten za vse državljane Slovenije in seveda za obrtnike, podjetnike ali, če želite, za celotno gospodarstvo. Zato še enkrat računamo na razum in seveda, da bodo ustavni sodniki pripravili ta zakon tako, kot je napisan in ga izdali iz procedure, če pa že to ne, potem pa da bo tako, kot sem uvodoma dejal, pravičen za vse državljane Republike Slovenije in seveda za vse gospodarske subjekte. Hvala lepa.